Nimam neki ful mozolčkov, sem pa tja se mi še naredi, pa seveda naredim masaker iz njega, ker ne bi bilo treba, ampak evo, tale rdečica je moj moteč faktor na moji koži. Živijo. Evo, danes takole en vlog brez make-upa oziroma brez pudra. Kakor vidite, moja koža ni glih tako popolna, kakor mi veliko ljudi sicer reče. Ok, mogoče te kože in vse, nimam neki ful mozolčkov, sem pa tja se mi še naredi, pa seveda naredim masaker iz njega, ker ne bi bilo treba, ampak evo, tale rdečica je moj moteč faktor na moji koži. Jaz načeloma osebno poznam samo eno osebo, da ima tako probleme z rdečico, pa s to kuperozno kožo, in ko sem to kremo dobila in sprobala in že na začetku bila takoj navdušena, sem dala na Insta story moj review in sem dobila ful enih odzivov v inbox, da imajo očitno drugi tudi te težave. In sem bila tako, ok, nisem edina. Tako da sem se odločila, da bom pač posnela en vlog, ker verjamem, da jih je pa še kar nekaj s podobnimi težavami in če bom komu uspela dati kakšen nasvet oziroma če bodo tudi odkrili to kremo, da jim paše, bom v bistvu zelo vesela. Ker vem, kako je, ko se s tem spopadaš in je zelo nadležna stvar, tako kot v bistvu vsaka napaka na koži, ki te pač zmoti in ti verjetno vsaj na trenutke malo zmanjša samozavest. Pri meni je rdečica vedno edina stvar, zaradi katere sem si jaz nanašala puder. Ja, če se ti sem pa tja kakšen mozolček naredi, no, evo, na tega si niti ne bi dala pudra, ampak bi dala samo na en del, samo na mozolček bi dala puder. Takole pa, ok, zdaj sem se že sprejela in grem ful velikrat ven takole brez pudra. Me pa seveda zmoti, ko mi pa ljudi vidijo, pa mi reče, kako pa si ti tako rdeča v lička. Ne tega govoriti, prosim, ker človeku ful neroden rata in pol še bolj se ta rdečica kar razlije ti po celem obrazu, ker pač zaparvaš in ti je neroden in pol še to ostane 4 ure na tvojem obrazu. Gledam, ne tega govoriti, ker ni prijetno in ne spraševati teh stvari. Ok, zdaj jaz si najprej umijam obraz s špilerjem čistilnim mlekom z ekstraktom kumaric, ker mi je ful všeč, ker se mi zdi, da tako svežino, jaz si včasih tudi tam kar tako kumare po celem obrazu pa na oči, ker se mi pač zdi, da ti tako bolj svežo kožo naredi in da ti jo napne. Tako da mi je ful všeč ta videz. Potem si nanesem tonik, potem si nanesem tale serum, ki je v bistvu v gelu, in pol na koncu za finiš si nanesem tole res bogato kremo proti kuperozni koži. Ta krema je res taka bogata in toliko ti navlaži, da nimaš nikoli občutka, da ti kaj zateguje kožo, da je izsušena, in pa pač se mi zdi, da mi je od vseh krem, ki sem jih imela zdaj, mi najbolj nekako oblaži rdečico, da dejansko ni toliko izrazita, plus seveda, da se krepijo stene, kapilar in da pač se mi to ne bo širilo naprej. To mi je itak nekako najbolj pomemben. Če vam preberem, noter vsebuje izvleček kostanja ta krema, vitamin K, hialuronsko kislino in pentanol. Naravna krema, to mi je tudi ful všeč, tako da sami plusi te kreme. Moja rdečica je nekako najbolj mila seveda zjutraj, ko vstanem, ker je pač umirjeno telo. Če pa zjutraj takoj telovadam, je pa nekako najbolj na udaru rdečica. In še potem, ko sem se vedno umira potem in nanesta kremo, so meni lica kar žarela. Zdaj pa, ko naredim celo to rutino, ki sem vam jo prej naštela, je praktično, evo, takole zdaj izgleda. Pač ni bad, sploh ni bad, tako da mi je ful všeč. In tudi če še to je ful pomembno. Tudi če jaz čutim, recimo, meni se zdaj zdi, da mi je nekako malo vroče v lica,
ni toliko izrazita rdečica. Prej pa, če se mi je zdelo, da je meni vroče in mi lica žarijo, dejansko so mi žarede in sem čist rdeča. Evo, rezultat. Krema deluje, ful ti umili, pomiri in pač na videz ni toliko vidno, ker je meni ful pomemben. Če ima katera težavo s kuperozno kožo, z rdečico, s temi zadevami, ful priporočam to špilerjevo kremo. Tudi če imate drug tip kože, druge težave, boste tudi najdli pri špilerju kremo zase verjeten. Dobite jo pa v Pro Kozmetiki, tako da lahko se oglasite v Šenčurju, v industrijski coni prav v Pro Kozmetiki, oziroma jih kontaktirate, poveste, kakšne imate težave, če jih imate, oziroma kakšno kremo iščete in tako naprej. Kontaktne linke do Pro Kozmetike bom pustila od spodaj dol v opisu, da boste lažje dostopali. Tako da upam, če iščete slučajno, če ste v iskanju kreme zase, če bi jo radi zamenjali, če boste sprobali špilerje oziroma kjerokoli drugo, ki jo ponuja Pro Kozmetika, upam, da vam bo všeč in upam, da boste isto zadovoljni kot jaz in boste končno prišli do tiste kreme, kot rekli, evo, to je pa zdaj to. To bo to za danes. Jaz sem povedala, kar sem imela namen povedati. Upam, da ste dobili kakšno koristno informacijo. Če rabite še kakšno dodatno informacijo, mislim, da je najbolje, da se obrnete na Pro Kozmetiko. Kakor sem rekla, v opisu linki, kontakti. Tako da to je to. Se gledamo naslednjič. Čau!